Začnimo pri dobrodelnosti. V svet je priskočil na pomoč ljudem z Filipinov, ki so v začetku oktobra zaradi divjanja super tajfuna izgubili vse. Prizadetih je bilo tudi okoli 2 milijona otrok in večina še vedno ne hodi v šolo, saj so te zaradi opustošenja v glavnem zaprte. Tako veseli pa so bili otroci ene izmed šol, ki so jo ponovno odprli. Pred tajfunom jo je obiskovalo 600 otrok, vrnilo pa se jih je le 200. Še nekaj časa bodo ljudje torej potrebovali, preden bodo spet normalno zaživeli. Pri tem pa jim bodo pomagale tudi številne dobrodelne organizacije. Pomoč zbirajo tudi osnovnošolci v Velenju. Tokratna občinska seja se je začela nekoliko drugače. Svetniki občine Velenje so pred vstopom v razpravno dvorano v zameno za darilce darovali prostovoljne prispevke. Denar zbirajo učenci osnovne šole Gorica Velenje za pomoč Filipincem, ki so v tajfunu ostali brez vsega. So jim podrli hiše pa strehe, ker so imeli hudo nesrečo in želim, da bi bili srečni otroci, kot smo mi. Bi jim rad daroval nekaj denarja, da bojo lahko še kaj kupili. Sicer je kriza, ampak je treba tudi drugim ljudem pomagati. Ker tam nimajo denarja, da bi si lahko kupili hrano ali vodo. 30 osnovnošolcev je iz sestavin svojega zeliščnega vrta, mete, kamilice, žajbla in melise pridelalo čaj in speklo piškote. Nekateri so pojedli testo, ki jim je bilo všeč. Ja, pa zelo fajn smo se imeli. Domače izdelke so lepo zavili in zanje zbirajo donacije. To je zelo dobra ideja, fantastična ideja. Za spodbudo majhnih, da bi seveda te stvari negovali naprej. Lepo je, ko vidiš, da tudi otrokom ni vseeno za vrstnike, čeprav bi lahko zamahnili z roko in rekli, da to se njih ne tiče, pa ni tako. Nekdo je rekel, da če kaj daš, se ti vedno vse vrne. Nikoli nimaš zaradi tega nekaj manj. Otroci so z akcijo zbrali 1000 evrov. Dobrodelna organizacija Adra bo z njimi prizadetim Filipincem kupila hrano, filtre za vodo in šotore in tako ljudem vsaj malo olajšala življenje po katastrofi, ki jih je doletela.